Živjo! Mladinski svet Slovenije za nas zopet pripravlja dve super usposabljanji, usposabljanje za trenerje v mladinskem delu in pa usposabljanje za menedžerje v mladinskih organizacijah. Gre za dve res zelo interaktivni, kreativni usposabljanji, pri katerih na eni strani pridobivaš novo znanje in izkušnje, na drugi strani pa se tudi aktivno povezuješ tako z udeleženci kot zelo strokovnimi trenerji. Jaz sem se v bistvu usposabljanja za trenerje udeležila že kar lep čas nazaj, takrat še nisem čisto dobro razumela, kaj v bistvu sploh trenersko delo pomeni oziroma kdo sploh je trener v mladinskem delu, pa me je potem usposabljanje zelo hitro navdušilo na to vlogo in vloga mi je predstavljala dejansko tudi kasneje zelo veliko odskočno desko. Usposabljanje v bistvu zajema različne tematike, naučiš se, kaj sploh je mladinsko delo in kako poteka, pa tudi kdo sploh je trener, kakšni so udeleženci, kako delati z mladimi, kako v bistvu pripraviti metodo dela, da bo res dosegla tisti cilj, ohranjala pozornost udeležencev in nagovarjala potrebe tistih udeležencev, ki jih imamo v dotični delavnici. Gre v bistvu za zelo kreativne metode, ki si jih lahko izmisliš čisto na novo, ki dajo na določeni točki pravilen košček znanja, da potem udeleženci odnesejo tisto, kar smo si želeli. Tako da, če vam je všeč javno nastopanje, če bi želeli pripraviti seminar, usposabljanje ali delavnico v svoji mladinski organizaciji, potem se hitro prijavite. Usposabljanje za menedžerje pa je v prvi vrsti namenjeno tistim, ki se že soočate z vodstveno vlogo, to se pravi, gre lahko za vodenje projektov, vodenje manjših, večjih ekip ali celo organizacij, kot tudi tistim, ki se boste s to vlogo še srečali v prihodnosti. Pogosto se nam namreč v mladinskem organiziranju zgodi, da smo malenkost potisnjeni v neke vodstvene situacije, pa to se nam lahko zgodi tudi kasneje, potem ko smo že zaposleni in nimamo neke osnove, iz katere bi izhajali. To usposabljanje je namenjeno ravno temu. Osvojiti neka znanja in veščine, ki te pripravijo za tovrstne vodstvene situacije. V bistvu tekom usposabljanja se dotakneš različnih tematik, mehkejši del, to se pravi delo z ljudmi, vodstvene veščine v smislu nekih karakteristik, timske vloge in pa skupinsko dinamiko, naučiš se tudi, kako integrirati te timske vloge v produktivne time. Hkrati se pa dotakneš tudi malenkost bolj tehničnih vlog in tehničnih tematik, kot so recimo projektno vodenje, strateško načrtovanje, pa potem tudi odnose z javnostmi, razreševanje različnih kriznih situacij in pa tudi financiranje in prijave na razpise, kar je danes še toliko bolj pomembna tematika. Tako da, če te karkoli od tega pritegnilo, te z MSS-jem lepo vabimo, da se hitro prijaviš. Nekje v opisu tega videa bosta obe prijavnici, tako da hitro poklikaj in se vidimo!